Kaj pomeni digitalizacija Kamničana za matično knjižnico Kamnik? Prvič veliko zadovoljstvo, ker je en tak lokalni vir za raziskovanje zgodovine dostopen vsem uporabnikom naše knjižnice, ampak ne samo to, vsem Kamničanom, vsej slovenski javnosti, tako da smo zadovoljni, da smo omogočili dostopnost do enega zanimivega zgodovinskega vira. Imate v načrtu še nadaljnjo digitalizacijo določenih revij kamniških? Ja, moram povedati dobro novico, da se obeta digitalizacija Kamniškega občana. Kdaj pa bo to približno? Predvideva se, da se bo s tem projektom začelo še v letošnjem letu. Lepša hvala. Prosim. Kaj bi se komu v ustavni državi zdelo popolnoma nemogoče, to se je zgodilo te dni. Ko so bili udeleženci nedolžne demonstracije v Domžalah po inicijativi in zahtevi kamniškega okrajnega glavarja Krona obsojeni v zapor samo zaradi tega, ker so klicali živijo, tedaj se je splošno mislilo, da je tole slaba šala glavarja Krona. Sicer je taka šala nedopustna in neumestna in zato je bil tudi vsak trdno prepričan, da bo baron Hajn te neumestne obsodbe razveljavil, če pripisuje Slovencem le količkaj pravic še v tej ustavni državi. Ko so zadnjega Kamničana 39. leta tiskali, sem jaz že iz Zagreba, iz študija, jaz sem imel še eno leto in pol do konca študija medicine in sem prišel na semestralne počitnice, ko so hočet hodili, največ je hodil Alfons Skala, pa Igor Vidic, to je bil sin od svetnika dr. Frana Vidica, da so pripravljali Kamničana, take je išel 39. leta. Z Antonom Slatnarjem sta bila pa moj oče in on velika prijatelja.